Živjo, jaz vas prav lepo pozdravljam iz enega tazga zelenega koščka. To je trenutno moj dom, v bistvu moj tretji dom letos. Imam noro leto za sabo, no, pa še nekje na polovici smo, oziroma še dobra četrtina me še čaka, ne. In sem prav vesela, no, da imam to možnost, da lahko v takem vremenu spijem kavico odzunaj in uživam v tem zelenju, ki me obkroža, in sem ke neka, vila, ki se je izgubila sredi gozda, in to je res neka milina, ki jo je vredno ceniti in biti hvaležen za njo. In v bistvu bi rada z vami govorila prav o tem, kako je, kadar je življenje itak nepredvidljivo, in nam prinaša razne okoliščine, ki jih mi ne moremo nadzorovati. In če se počutimo dobro samo takrat, ko imamo denar, ali pa samo takrat, ko imamo, ne vem, partnerja, ali pa samo takrat, ko imamo tako in tako službo, potem smo ves čas odvisni od tega, kaj nam bo življenje oziroma kakšne zunanje okoliščine nam bojo na voljo. Življenje pa vemo, da je nepredvidljivo, se pravi, danes se mi lahko zgodi, da se mi poruši hiša, da mi lahko ostanem samska, da lahko izgubim ne vem kakšen prihodek. In če je od tega odvisna moja sreča, potem je moja sreča pravzaprav ali pa moj notranji mir tudi zelo negotov, zelo nepredvidljiv. Se pravi, je moja sreča zelo odvisna od drugih stvari, od drugih ljudi, od dejanj, ki jih bojo drugi ljudje naredili. In to pomeni, da pravzaprav nimamo nadzora nad lastnim življenjem. Mi moramo biti sposobni, ne glede na zunanje okoliščine, ne glede na zunanjo, ne vem, vojno, potrese, ne vem kaj vse, biti sposobni obdržati ta svoj notranji svet in v tem svojem notranjem svetu najti neko srečo pa neki mir. Jaz vem, da se ne da to samo tako naučiti kot neko lekcijo, ki bi jo za vse življenje obvladali. To je nekaj, kar se pravzaprav vedno znova učimo, vračati nazaj k sebi, iskati svoje lastno sidro. In bolj kot so razburkane okoliščine, ne, nekateri celo pravijo, ne, da to, kar je naša notranjost, to se dogaja tudi zunaj. Deloma bi se strinjala, deloma pa bi rekla, da je to pravzaprav učenje, kako vedno znova ohraniti našo notranjost mirno. Pri temu je pomembno, da poznamo tudi sami sebe. Ker če poznamo mi svoje lastne potrebe, se pravi, kaj jaz rabim za to, da sem srečna, ali pa za to, da sem mirna, kaj jaz rabim, da v teh situacijah obdržim samo sebe na svojih lastnih nogah, potem bom zmogla tudi celi družini pomagati ali pa tudi ostalo družino držati pokonci. Se pravi, bom sfurala še zmeraj in otroke in partnerja in, ne vem, službo in v bistvu nekako družinsko življenje, ki ga je treba, nekako odgovorno speljati. Če pa se jaz zrušim, če jaz ne vem, kako sama zase poskrbeti, kako poskrbeti za moje potrebe, kakšne pravzaprav sploh so moje potrebe, potem se lahko v eni sekundi, ko bo življenje prineslo neko novo situacijo, meni zruši vse. Se zruši moj notranji mir, se zruši moje delovanje, moje ne vem, življenje, ki sem ga do zdaj imela, in to je pa noro. Na kaj se takrat upreti? Kje je takrat neko sidro? V življenju ne moramo biti zavezani samo za ene stvari ali pa za neke plovce, ki jih lahko kadarkoli odnese ali pa življenje jih lahko premika, ne. Mi moramo biti uprti v nekaj, kar je trdno. In trdno, kar je res lahko trdno v našem življenju, smo samo mi. Naše življenje je dolgo toliko časa, dokler obstajamo mi, dokler je naše telo na tem planetu oziroma ali pa naša energija v nekem posvetnem svetu. Na to lahko vplivamo, tle je naša moč. Vse ostalo je pravzaprav samo, kako naj rečem, samo začasno, samo pride in gre, ne. In znotraj tega se moramo mi naučiti preživeti. Tako kot jaz letos, mi življenje prinaša recimo nove selitve in nove izkušnje.
In moram priznati, tudi zame je izkušnja vedno znova iskati sama sebe ali pa svoje sidro. In se tudi spoznavam, vedno znova se spoznavam tudi v takih situacijah in hkrati to bogati moje življenje ali pa me dela še bolj srečno, da vem, da lahko vedno znova najdem ta svoj mir. Ker to je tisto, kar dejansko je vredno v tem svetu, a ne, da se lahko res zjutraj zbudiš v enem takem kotičku in vidiš, da res sije sonce, da imaš možnost zadihati s polnimi pljuči, da si pravzaprav živ in da lahko greš življenje znova naprej. Da lahko ene stvari začneš znova, da lahko prekineš neke stvari, ki niso učinkovite ali pa ki ti ne delajo dobro, ki ti ne služijo. Da lahko začenjaš nove korake, da lahko začneš živeti svoje sanje, da lahko objameš nekoga, ki ga imaš rad, da lahko svojim otrokom poveš, da jih imaš rad, da se zaveš, da so vredni objema, da zagledaš v njih sebe, da zagledaš v njih tudi eno individualno osebnost, ki je ločena od vas, a ne? Da lahko svojemu partnerju povemo, ok, tle imam res zamere že za 5-10 let, ampak ta trenutek pa vsem ti lahko povem, rada te imam, ljubim te. Da se zavemo, da lahko ene odločitve pravzaprav sprejmemo vsak dan znova, ker takrat, ko jih bomo sprejeli, pride tudi pot. Saj tudi pri travmah ali pa pri katerihkoli življenjskih bolečinah, a ne, pravzaprav rabimo najprej sprejeti neko odločitev, da smo zbrali nek pogum, da se soočimo s to težavo, a ne. Na neki točki rata pretežko, ne vem, nositi vse posledice neke travme in takrat sprejmemo odločitev, ok, ne bom več nosila teh posledic, pripravljena sem se s tem soočiti. In takrat pridejo ljudje na terapijo in so pripravljeni začeti spreminjati svoje življenje. In je ok, vsak dan znova je priložnost, da to naredimo. Vsak dan znova je priložnost, da zaživimo drugače. In vsaka situacija nam znova prinese nove stvari na površje in lahko znova razrešujemo ene konflikte, ene travme, ene situacije, ampak vsakič na lažji način, vsakič na nekem višjem nivoju. Tako da, ja, jaz bi vas danes pozdravila iz tegale zelenega kotička in vas opomnila na to, da poiščete svoje lastne želje, svoje lastne potrebe, ker če boste poznali svoje lastne potrebe, boste tudi znali reči ne takrat, ko to niso vaše potrebe. Ker če poznate sebe, če veste, kako vi delujete, potem lahko delujete v tisto smer, kjer želite in ne delujete v tisto, v katero ne želite. Ker če ne, lahko, ne vem, čist banalni primeri, a ne, če ne poznate, kakšne so vaše potrebe, lahko spijete namesto 2 kozarčka vina ali pa ne vem, če je vaša potreba 5 kozarčkov, lahko jih spijete 10. In veste, da vam ne bo prijetno, ne tisti večer, ne naslednji dan. In tako je tudi z vsemi ostalimi potrebami. Če imam jaz potrebo danes imeti čas zase, pa ne znam reči ne nekomu, ki me je prosil, če lahko, ne vem, prijem mu pomagati, bom šla spet sebi v škodo. In zato vas res pozivam, dajte si vzeti čas zase, dajte raziskovati, kaj je tisto, kar v vaši notranjosti ostane, ko se cel svet okrog vas zruši. En prijeten pozdrav vam želim in se vidimo naslednjič.